vlogu. Danes nadaljujemo pot nazaj proti zahodu. Prevozili bomo 100 km oziroma malo več, ker bomo jutri verjetno prečkali senegalsko mejo, tako da bomo danes nekje v bližini prespali. Včeraj smo potem ostali na mestu, zaradi tega, ker se nama je ful dela nabrali in sva rabila en dan, da so lahko vse za nazaj podelala, pa tudi v bistvu nama je čist pasal, da se en dan nismo vozili. Danes zjutraj smo pa že zgodaj zjutraj vstali, zato da smo šli čez mejo. V bistvu je bil prehod meje zelo enostaven, vse skupaj nam je vzel 45 minut. Na senegalski strani sicer niso policaji čisto vedeli, kaj z najnjima pasošema narediti, ne veva, v bistvu niso vedeli, ali rabimo vizo ali ne. Zaradi tega, ker je pol policaj poklical še enega drugega, pa pol drug še enega tretjega, ampak na koncu so nama dali noter štempelj za ston, brez problemov, vse skupaj se je razpletlo v 10 minutah. Zahtevali so plačilo edino na gambijski strani, ko so nama poštempljali karnet, ampak sva rekla, da pač ne rabimo plačevati za karnet, ker smo že plačali, ko smo ga kupili, in so to nekako sprejeli za odgovor. Itak je to pač podkupnina, ni neko uradno plačilo, tako da pač so probali, ampak ja, je šlo zelo hitro, vse skupaj in zelo mirno. Splošno lahko rečeva, da nam je bila Gambija zelo všeč, da je zelo enostavno potovanje po Gambiji, ker znajo ljudje angleško, tudi zelo so prijazni, ni tazga fehtarjenja, kakor v Senegalu in ostalih državah. Je veliko bolj prijazno, prijateljsko vse. V Senegalu je res, so nekateri znajo biti zoprni. Tako da ja, v bistvu ful ne bi rekla, da je Gambija ena izmed bolj revnih afriških držav. Senegal pa je ena, mislim, da celo najbolj razvita zahodna afriška država. Tudi Senegal ima ful slabše ceste, veliko bolj luknjaste. V Gambiji so ceste res dobre in šole so in vse kar razvidno, tako da ne je to kar presenetilo. Je pa to definitivno posledica v Gambiji, ta razvitost, da je zelo veliko tujih investitorjev, predvsem Nemci, Kitajci, Japonci zelo vlagajo, kar se kar pozna.
skrajnemu jugu Senegala, danes imamo za prevoziti 150 km. Zaradi tega, ker je to neko območje, imenuje se Casamance. In včasih so bili tukaj, je bilo pač sploh čisto prenevarno za potovati, tako da so bila res potovanja čisto odsvetovana in ni bilo nobenega turizma. Zdaj je to boljše, se že lahko potuje, ni več odsvetovano se je samo po noč voziti po tem delu, kjer se bomo mi danes vozili, ker so v bistvu bili neki separatisti, ki so potem tudi vsake kakšne rope izvajali ali pa kaj ograbili. Ampak mislim, naj bi to bilo zdaj malo bolj mirno, tako da je varno za potovanje, ampak vseeno moramo pa ta del danes prevoziti, da nam ne bo treba vmes spati. Današnja vožnja je kar dolgo trajala, bilo je tako, kot sva rekla, 150 km, ampak smo se res vozili po moje 4 ure ali pa kaj takega. V bistvu ne vejo, čisto je tako slaba cesta ali jo trenutno nekaj prenavljajo, ampak prva polovica je bila res praktično skozi bolj kot ne neka pista. Ene parkrat je tudi zavila v notranjost, noter v savano, tako da tisti deli so bili sploh slabi. Se ni bilo nič tako, da ne bi bilo prevozno, ampak ja, je šlo pa res počas, ker je bilo luknast in je tresal in tako da je kar trajalo. In bilo je zelo naporno, zato ker je ful vroče. V bistvu nam je čisto nepredstavljivo, tle so temperature tudi do 40 stopinj, njih pa zebe, zato ker je januar najbolj hladen mesec v letu. Tako da ja, sicer po noči res hladno rata, ampak čez dan pa se pač sediš, švicaš in čakaš, da se bo hladilo, ker ne moreš čisto nič delati. Ja, res je ful vroče. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.